Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi oddaji Odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja, mentorica in duhovna učiteljica. Danes sem v oddajo povabila Natašo Žebovec, ki je začela pri meni s tretmaji, ampak zdaj je že tudi sama postala terapevtka, i-vitalis terapevtka, mojstrica zdravja, specialistka naravnega zdravljenja. Dobrodošla, Nataša, v oddaji. Zdravo, hvala za povabilo. Glede na to, da se poznava že res zelo dolgo časa, bi za naše gledalce povedala, kdaj je bilo tisto prvič, ko so se midve srečale in zakaj si ti pravzaprav prišla, kaj se ti dogajalo v življenju? Prvič, ko sva se srečali, je bilo že malo več kot 10 let nazaj. Takrat sem iskala eno podporo, pomoč za mojo hčerkico, ki je bila rojena v tistem letu. Pa takrat sem živela v Kranju in me je pot pripeljala do tebe, brez kakšne, ne vem, posebne, da bi imela kakšen poseben problem. Potem se pa najina pot skozi srečevala. Nekaj časa ni bilo nobene potrebe, da sva se videli ali da sem te jaz kaj obiskala. Potem pa, ko sem drugič zanosila, sem spet nekako potrebovala malo več podpore. Takrat sem imela težave z spanjem precejšnje, pa tudi predtem sem imela težave s ščitnico, tako da je bilo treba malo posebne podpore mi dati, da sem tisto obdobje dobro preživela. Nosečnosti. Nosečnosti. Takrat, če se spomniš, sem redno k tebi hodila na meditacije. Takrat si s partnerjem vsako jutro ob 4 sta izvajala meditacije in na to bi lahko prišel kdorkoli. Mene si nekako tudi povabila med drugimi in jaz sem potem redno prihajala in to je bila v bistvu rešitev za moje probleme z nespečnostjo. Zanimivo. Potem pa so se mi pa kasneje, potem pa sem imela 2 majhni punci, pa v službo sem hodila, pa skrb za dom in je bilo vse skupaj zelo naporno in so se mi začele pojavljati razne zdravstvene težave. Takrat sem pa pol rekla, da sva pa zares skupaj prišle in sva se takrat potem resno lotile mojih zdravstvenih težav, ki so takrat recimo da eskalirale najbolj. Katere težave so pa bile takrat? Ja, zdaj tisto ključno, zaradi česa sem prišla, je bila huda vrtoglavica. Torej jaz nikoli nisem doživela neke, recimo temu, hude diagnoze, da bi doživela nek hud šok, ne. Sem pač en tak človek, ki, jaz bi rekla, imam dokaj srečo, da sem dokaj hitro začela reagirati, takoj, ko so se mi težave začele pojavljati. Tako da predtem sem že imela težave z bolečinami v križu, v bistvu že od mojega 28. leta dalje, pa ni bilo tako nedolžno, ne. To so bilo vsako noč pri teh rosnih letih sem imela težave. Pa tudi s ščitnico. Torej 2 stvari, ki jih ima v bistvu pravzaprav veliko ljudi. In ščitnica je tudi strani uradne medicine, dobiš hitro razlago, da je to nekaj, kar moraš doživljenjsko jesti zdravila, a ne. To je nekaj, kar je bilo meni, to res ni bilo nekaj, kar bi jaz lahko sprejela, da bom doživljenjsko jedla neka zdravila. Pri mladih letih, ja. Pri dokaj mladih, ja, 30 let, a ne. 32 se mi zdi takrat prvič. Tako da, ampak ključno, zakaj sem se pa jaz pol v trenutku odločila, takrat sem slučajno prišla to je bilo v času covida, ko si imela prek spleta i-vitalis vadbo in sem se udeležila in si tam pač povedala, da začenjaš s programom Postani mojster zdravja in sem se pač v trenutku odločila.
da je to tisto, s čimer se bom jaz lotila te vrtoglavice. Ker to me je pa res zaskrbelo, ker je bilo kar intenzivno, jaz kaj takšnega še nisem doživela, torej je bilo je na način, da ko sem se ulegla v horizontalni položaj, se mi je začel vrteti na način, da se je cel svet vrtel okrog mene. Ne moja glava, ampak svet se je vrtel okrog mene. A ne? In tudi, ko sem se pogovarjala, pač nihče ni poznal tega, je pa tako, da jaz sem se vedno pri mojih zdravstvenih težavah obrnila najprej na zdravnike. A ne? In sem tudi poskušala dobiti od medicine, kar je bilo možno dobiti, ampak zaradi tega, ker nikoli ni bilo to tako resno, nič od tega, kar sem jaz imela, ni bilo smrtno nevarno. Ali pa ne, z diagnozo, da bo smrtno čez leto ali dve. In bila sem dosti mlada in tudi zaradi tega dokaj neupravičena do kakšnih resnejših pregledov. Ne. Pri težavah s križem, jaz sem imela v 3 leta za porodoma se mi je zgodilo, da sem imela toliko močne bolečine, da tudi vstati nisem mogla nekaj dni. Ne. Sem bila deležna rentgena in to je bilo vse. Magnetno resonanco sem si že sama plačevala sem si sama potem razlago. Ne. Tako da nisem zavračala, to nikakor ne, ampak zaradi teh faktorjev, ki sem jih omenila, nisem nekako dobila odgovorov v medicini in sem pač iskala drugje. Tako da, ja, no, tudi ta vrtoglavica je bila pa torej tisto, ki sem se v trenutku odločila, da jaz pa zdaj treba nekaj resno narediti in se lotiti. Zdaj te dni bo išla moja najnovejša knjiga 5 ključev zdravja. In raven noter opisujem, naprimer ajurveda, to je indijski tradicionalni način, naravni način zdravljenja. In v knjigi opisujem, da ajurveda pozna 6 stopenj bolezni. Naša uradna medicina prepozna in poimenuje bolezen šele na 5. stopnji, na 6. je že terminalna, se pravi dokončna, kronična. No in se vse sklada to, kar si zdaj ti govorila, ne? Prej se pa poznajo ta energijska neravnovesja, pa napihovanje, pa malščitence, hormonska neravnovesja, bolečine, utrujenost. In če mi tega ne saniramo, to lahko eskalira v resne probleme. In ti čestitam, da si toliko sledila svojemu notranjemu klicu, da je res treba nekaj narediti, še preden se nekaj velikega naredi. Tako da si začela delati na sebi. Pa greva midve zdaj še malo nazaj. Kdaj misliš, da so se problemi dejansko začeli pojavljati? Zdaj, ko imaš že zelo dolgo prehojeno pot, kdaj nazaj si to... Zdaj, ko vidiš, so se začeli simptomčki pojavljati in kateri so to bili? Zdaj imam 2 stvari, ki bi jih odgovorila. Mogoče ena, da začnem najprej komentar na to, kar si ti dala komentar. Ker zdaj, ko sem se marsikaj že naučila in ko poznam tudi recimo znake zdravja, lahko že sproti, ko začutim, da nisem več čisto v coni zdravja, reagiram. Ko recimo moja prebava ni vsakodnevna, izločanje, no, potem vem, nekaj je treba narediti, da to spet pride v ravnovesje. Če moje spanje ni v redu, potem vem, da se nekaj dogaja in je treba rešiti. Tako da zdaj pa vem še celo prej, preden je prišlo do raznih simptomov, manjših, ki so pa vsem pripeljali do v bistvu diagnoz, pa do resnih bolečin, resnih težav. S ščitnico sem imela velike težave, kdor pozna te markerje, sem imela TSH 150, to je res veliko. Ampak, kje se je začelo? Ja, jaz mislim, da se je, ne vem, kako bi rekla, verjetno začelo že zelo zgodaj. Jaz se spomnim, še v otroštvu sem imela dokaj ne v redu prehrano. Jaz sem zelo veliko bila na sladkorju. In že od najstniških let naprej sem potem čutila
napihnjenost, a ne. Čutila sem, da z mojo prebavo stvari niso v redu. Po oglasih bomo nadaljevali Natašino zgodbo. Te vabim, Nataša, da nam poveš še to zgodbo, kako si začela prepoznavati zdaj, kdaj v preteklosti so se začeli pojavljati simptomi, koliko nazaj. Povedala si nam že, da si pojedla veliko sladkarij, nezdrava prehrana, da si imela težave s napihovanjem. Kje si še videla, da so se začele stvari spreminjati? Ja. Kaj je lahko vplivalo, zdaj, ko imaš že toliko znanja in upoštevaš te znake zdravja in sprot deluješ, ko se pojavi nekaj? Ja, ko sem tudi za nazaj razmišljala pa analizirala, ne, sem res najbolj prišla nekako do tega obdobja najstništva, ne, ampak lahko tudi, da so bile stvari že prej in verjetno so bile že prej, ampak se toliko ne spomnim, pa nisem mogla tega toliko zavestiti. Torej, omenila sem slabo prehrano, ki je vplivala na moj slabo delujoč prebavni sistem. Potem se spomnim, moja šibka točka je bil absolutno grlo. Jaz sem velikokrat imela bolečine v grlu. A ne? In potem, ko sem raziskovala kasneje čez leta, je pa potem prišlo do težav s ščitnico. Ne? In potem sem to raziskovala in sem ugotovila, da sem imela vedno težave z izražanjem sebe, z komunikacijo. In to je recimo ena od stvari, na katerih zdaj veliko delam, ampak zdaj delam na tem v smislu bolj na čustveni ravni. A ne? In je tudi zdaj, kar se tiče težav z grlom, veliko bolje. Se mi pa še vedno zgodi, da občasno pa udari na grlo, a ne? Pa recimo dobim bolečine v grlu. Kaj pa takrat narediš? Takrat pa začnem malo razmišljati o preteklih dnevih. Kaj se je dogajalo, če je kaj takšnega, ki se nisem izrazila, pa bi se mogla, če je kaj takšnega, ki me je zelo motil, a ne? Če sem kaj potlačila, tako da zdaj se v bistvu bolečin lotim se jih tudi s kakšnim pršilom, a ne, ali pa s kakšnim grgranjem, ampak se jih pa lotim tudi na tak način. Naravno pršilo? Naravno, ja, naravno. Jaz ponavadi svetujem propolis, da se pošprica noter in propolis. Jaz imam tudi rada slano vodo, pa pol grgranje, pa potem še grgranje žajblovega čaja, a ne. No, pa si omenila ta čustva, da pogledaš nazaj, par dni, kaj si dogajalo, če kaj nisi izrazila, kako si se počutila. Kako pa potem to saniraš, kaj narediš, da prav ta čustven, miselen nivo saniraš, energijski nivo? Ja. Zame je mogoče še najtežje najti kakšne stvari, a ne. Kaj je tisto, kar nisem izrazila, ali pa kaj je tisto, kar sem naredila, pa ni bilo v skladu z mano. Ampak ko se mi pa stvari večkrat ponovijo, pa poskušam iskati tudi vzorce. Tako da, kar želim narediti, je najti vzorce, po katerih delujem in niso dobri za mene, potem pa to na take in drugačne načine želim presegati. A ne? Ker marsikaj od mojih starih vzorcev sem že uspela malo spremeniti, pa preseči. Kot kaj, recimo? Kot kaj? Ja, izražanje, mogoče trenutno stvar, na kateri tudi veliko delam, je ranljivost. Jaz sem to mojo ranljivost čist potlačila. Že v otroštvu sem jo sigurno potlačila in je spala tam, in ko sem bila prizadeta, sem jaz odreagirala, da sem napadla nazaj, da sem bila jezna, da sem se razburjala, ne. Zdaj pa si poskušam dovoliti in začutiti, kaj je tisto, kar me prizadene, kaj dejansko se je zdaj v meni sprožilo, in ne želim več nazaj druge napadati, ampak želim te stvari predelati.
Kako pa to predeluješ? Imaš kakšne posebne tehnike, vaje? S čim si pomagaš? S čim si pomagam? Zdaj, zaenkrat jaz kar najbolj pustim tem težkim občutkom, da obstanejo v meni. A ne? In da ne poskušam temu pobegniti. Sicer je včasih težko, še posebej kdaj se tudi vleče, ne samo en dan, tudi lahko več dni. Tako da se v tem obdobju tudi spomnim na hvaležnost, da to sploh čutim, ker nekoč jaz teh stvari nisem čutila. In so se sam nekam usedle v mojem telesu in bile tam in mi delale škodo. Tako da včasih tudi z dihanjem si pomagam in poskušam predihati stvari. Redno si zapisujem stvari in potem včasih, ker mojih težav sem se lotila na večjih nivojih. Eno je bilo sigurno na telesnem nivoju, torej treba je bilo zrihtati prebavni sistem primarno, potem se je pa vse kot domine začelo postavljati na svoje mesto. Potem sem torej na čustvenem nivoju, ki ga zdaj omenjam, in tudi na duhovnem nivoju. Tako da kakšne stvari... Energijski nivo, miselni nivo? Energijski nivo, absolutno. Redne energijske vaje so mi dale moč, da sem marsikaj spremenila v življenju lahko, da sem lahko začela drugače čustvovati, da sem imela več energije. Postala sem veliko boljša mama, ker sem imela popoldne in zvečer energijo za moje hčerke. Ni me služba izčrpala do neskončnosti in potem nisem imela več energije, tako je bilo. In sem cel dan lahko preživela polna energija. Koliko staršev v bistvu je dopoldne še aktivnih, popoldan pa pridejo domov, so pa samo izčrpani in nimajo orodja, načina, kako dvigati svojo energijo zato, da so lahko kvalitetno potem tudi svojo družino. Ja, res je. In tudi tako, kot ti praviš, da mora dober terapevt imeti visoko energijsko frekvenco, da lahko pomaga svojim klientom. Jaz pravim, da mora starš imeti visoko energijsko frekvenco, da lahko v bistvu dobro vodi svoje otroke. In jaz v preteklosti sem jaz več mogla moje hčerke, ne vem, kako bi rekla, peljati kakšnim strokovnjakom, da so jim pomagali pri kakšnih zdravstvenih težavah. Zdaj tega skoraj da ni. Mislim, ne, pravzaprav tega ni. Mogoče nam poveš tisto prigodo tvoje mlajše hčere. Ok, ta je bila, pa gremo k zdravniku, če je potrebno, ampak zdaj pač res že dolgo časa ni bilo potrebno, da gremo k zdravniku. In potem enkrat tašča nekaj razlaga o ne vem kom, ki je bil bolan, pa so šli k zdravniku, potem pa moja 5-letna hčerka pravi, mi se pa kar sami zdravimo. Tako da... Se pravi, te vaje, pa to energijo, pa to delajo tudi otroci? One dve imata raje, če ima jaz delam. No, sej. Ja, ali starši delamo, ali otroci sami delajo, ja. Tako da, recimo, včasih najbolj učinkovita, ta ima res takojšnje rezultate so nevrovaskularne točke. To so točke za umirjanje. In ko posebej starejša kdaj ne more zvečer zaspati, in če se že malo predolgo premetava po postelji, ji naredim dotike teh točk po glavi in v bistvu po, rečemo tej terapiji, po izvedbi te tehnike, res nemudoma zaspi. Ko je kakšen prehlad, ali pa letos je bila ta epidemija oslovskega kašlja, pa noric, pa je to tudi prišlo do nas, sem pa recimo delala nevrolimfatične točke, da sem spodbujala tok limfe, da se je telo čim bolj čistilo, da je kanalizacija delala. In se je v bistvu vse skupaj rešilo, mislim, zelo dobro. Je pač seveda zdravljenje vzame svoj čas, ampak če gledam primerjalno, kako so tudi drugi, je zelo dobro prišla skozi, brez da bi se karkoli zakompliciralo, pa brez kakšnih, v bistvu vse z naravnimi pripomočki, pač malo vitaminov in te stvari in je ozdravela. Ja, to se tudi jaz spomnim, ko sem imela eno operacijo, ki je bila potrebna, da so odstranili centre raka. Zato sem se odločila, ampak moje okrevanje je bilo
praktično hipno. In ko so mi delali recimo te zauhane luknjice, so jih mogli delati 3-krat, zato ker se je meni v parih urah vse zacelilo nazaj. Toliko je močna energija, ko človek dela na energijskem nivoju. Po oglasih pa se spet dobimo in nadaljujemo pogovor. Omenila si, da precej delaš teh energijskih vaj, Ivitalis vaj tudi na svojih hčerkah. Katere pa zase uporabljaš? Ja, zase tudi se uporabljam. Mogoče bi začela s tem, da torej takrat, ko sem se potem odločila za vpis v program Postani mojster zdravja, sem pa res celo leto posvetila temu, da sem delala vaje. Torej delala sem različne tehnike, Ivitalis, torej tuš meridianov, kar pomeni potegi po meridianih po telesu, masaža točk, ki spodbuja limfo, masaža točk za umirjanje, tehnike za sproščanje stresa, pa še kakšne. In temu sem v bistvu posvetila res ves prosti čas. Pa ga ni bilo toliko zelo veliko, da nisem delala tega ure in ure, ker sem imela pa družino, pa službo, pa treba je za dom skrbeti, pa še 3 mucke imam doma. Tako da vse to vzame že nekaj časa. Spomnim se, ko smo šli tisto leto na dopust in res vsak prosti trenutek, ko sta bili hčerki z možem, sem takrat delala vaje. In v tistem letu so se res zgodili veliki premiki pri meni. Čudeži. Ja, ko pogledaš za nazaj, čudeži. Saj sproti sploh ne veš, kaj se dogaja. Ampak ko pa pogledaš za nazaj, pa vidiš, da je to res neverjetno, kako se v bistvu kot človek spremeniš, kako sem res postala boljša oseba, kako boljš funkcioniram v življenju, kako imam boljše odnose. Kje recimo se to opaža? Kako pri sebi, pri drugih, kako to vidiš? Vidim, da sem v odnosu do hčerk veliko boljša, v smislu, da sem bolj takšna, kot si želim biti. To je recimo zelo pomembno, kot trenutno zame za mamo. V odnosu do partnerja sem začela spoznavati, kaj je moje, pa kaj ni moje. Vidim, da velikokrat ljudje tudi nase prevzamejo kakšne stvari. In super je, če partnerja skupaj rasteta. Tudi super je kdaj, če en partner raste na račun drugega, ker en partner dela rast, drugi pa pač temu sledi. Jaz sem pa tudi spoznala, kje pa preveč energije izgubljam za druge, kaj pa mora biti pot drugega človeka in kaj je moja lastna pot. Tako da tukaj sem postavila meje in na ta račun sem v bistvu dala drugemu človeku možnost, da sam naredi svojo pot. Jaz sem pa dobila mojo energijo, ki sem jo na nek način za brez veze trošila po svetu, pa je nisem usmerila v moje poslanstvo, ker jaz sem se skozi spraševala malo, kaj je moje poslanstvo. A stvari, ki jih delam, ali stvari, ki jih živim, so moje poslanstvo. In na to vprašanje sem tudi začela dobiti odgovore. Stvari so mi kar začele prihajati v življenje, ki se mi skozi bolj kažejo, da so moje poslanstvo. Ko si uredila energije, ko si uredila misli, ko si uredila čustva, ko si uredila prehrano, ko si se bolj povezala s svojim notranjim bistvom, to se dejansko kar začne razodevati. In tudi to, kar si rekla, da drugemu pustimo, da raste. Če recimo gremo k nekomu, ki nam vse bolečine, vse naše tegobe odvzame, nam v bistvu vzame možnost naše rasti. To je približno tako, kot če bi šli mi v šolo in se učili pisati pa brati, ampak bi učitelj namesto nas naredil vso domačo nalogo. Ja, mi ne bi znali nič brati, nič pisati in smo skozi v 1. razredu. Tako da to je ena taka zelo pomembna tudi lekcija, ne prevzemati stvari od drugih, zato da drugim dovolimo, da lahko zrastejo. In na ta način potem človek lahko postane dober terapevt in ti si zdaj na tej stopni že, ko delaš
terapije drugim, ko pomagaš, svetuješ. Mogoče z tega področja, kaj se je recimo od prej spremenilo pa do danes, kaj je zdaj drugače? Ja. No, in še eno področje, kjer so tudi prišle spremembe, je malo moje poklicno področje. A ne? Tako da imam en tak mehek prehod, ko še vedno delam določene stvari, ki sem jih delala prej, skozi bolj me pa vleče tudi s tem, ko sem postala iVitalis terapevtka v področje izvajanja tretmajev energijskih uravnovešenj. Tako da to je spet ena stvar, ki se je spremenila in se nekako malo, kako bi rekla, ja, je prišla v moje življenje, brez da bi zares iskala, ampak se je zgodilo. Kaj delam? Ja, kako je bilo recimo prej, ko tega poslanstva nisi imela, zdaj ga pa čutiš in ga uresničuješ, kaj je zdaj drugače? Kaj je drugače? Ja. Kakšen je življenje, ker jaz pri sebi vidim, jaz sem tam približno 28 sem bila stara, ko sem naenkrat še točno ne vem, kje sem bila, sem začutila, sem rekla, mislim, to je moje poslanstvo in to je to in to je bila taka moč, taka energija tekla, sem rekla, da to je to. Ja, mogoče glih to lahko rečem, ne? Da čutim energijo, ker jaz sem bila utrujena, ne? Sem že prej rekla, velikrat sem bila utrujena po službi, ne? In nisem imela energije potem še z zelo pomembne obveznosti v okviru družine ali pa zato, da naredim tudi kaj za sebe. A ne? Zdaj pa kljub temu, da delam zelo veliko, a ne? Da res moji dnevi so zelo polni, nisem utrujena. Jaz imam energijo, počutim se, kako bi rekla, polno, veselo, zadovoljno. In se mi zdi, da je, in ko delam, mi je to v veselje in nasplošno bi rekla, da mi je tako življenje samo v večje veselje, tudi ko pridejo trenutki, ko niso najlepši, a ne, ko je treba stvari malo predelati ali pa a ne, spet kaj na kakšen nov način narediti, zato da pride do kakšnih novih rezultatov, ker sem zelo ozaveščena postala, da ne želim več stvari ponavljati na isti način, kot sem jih nekoč v preteklosti. In potem moraš vedno iskati nove načine, pa kaj si naredil zdaj na isti način, kot si nekoč delal, pa ne želiš več tako. No, in tudi takrat čutim hvaležnost in v bistvu neko moč, da grem čez ta obdobja. Pa narediš spremembe, ne? Ja. Ja, spremembe so vedno zavestne. Spremembe se ne dogajajo na nezavednem nivoju, če mi tega ne ozavestimo, ker drugače smo vedno v enem hrčkomu kolesju, tak. Ko pa enkrat oddaleč pogledamo, kaj se nam dogaja, tole je hrčkov kolo, ki ga ponavljam, pa lahko stopimo ven, pa rečemo, ok, zdaj pa tole ni več moja zgodba, grem po drugi poti. Kje vidiš pri sebi v zvezi s tem? Spremembe. Spremembe? Ja. Prej pa zdaj. Ja. Spremembe vidim, torej na področju, na mojem poslovnem področju. Spremembe so v tem, kakšne odnose imam. Spremembe so v tem, kako izražam sebe. Spremembe so v tem, kako si, to je zame pomembna, da sem ranljiva in da čutim stvari, ki se mi dogajajo in jih sprejemam. Postaješ bolj ženska, bolj ženstvena. Ja. Ja, ženska, ki živi svojo ženskost. Ja. In prav rada imam to, ker to je bilo kar nekako zatrto, a ne, v meni in se pač počasi prebuja in dopuščam to. Ja, jaz se ti zahvaljujem, Nataša, za ta krasen pogovor. Jaz upam, dragi gledalci in drage gledalke, da ste dobili kakšno idejo, kako lahko tudi za sebe boljš poskrbite,
da postanete bolj polni energije, bolj vitalni, navdušeni, veseli, da imate harmonične odnose in da začnete bolj živeti skladno s tistim, za kar ste bili v življenje tudi poslani oziroma po kar ste v življenje tudi prišli. Se vidimo prihodnjič.